Dobrodošli v prvi epizodi oddaje I am Young, mladost brez meja. Moje ime je Kristjan in sem vodja platforme MCM Young, ki pomaga usmerjati karierni in osebni razvoj liderjev naslednje generacije. V naslednjih tednih bomo v oddaji gostili vrhunske slovenske mlade liderje in liderke ter skupaj pokazali in dokazali, koliko potenciala premoremo v Sloveniji. Vsi naši gostje so bili in so še vedno del platforme MCM Young, ter so skozi leta postali njeni ambasadorji. Veseli me, da začenjamo prav s prvim ambasadorjem platforme, Tomažem Laniškom, vodjo urada za razvoj in pametno skupnost na mestni občini Kranj. Tomaž, dobrodošel. Lep pozdrav. Veseli me, da si se odzval povabilu. Bil si prvi MCM Top potencial. Vsi ljudje verjetno ne vejo, kaj to pomeni. To pomeni, da si ambasador prve generacije programa MCM Young Professionals, ki bo letos sprejel že 17. generacijo. Torej, to je že kar nekaj let nazaj. Kako je ta naziv vplival na tvojo pot? Ja, teh 16 let od naše prve generacije je hitro minilo, pa tudi mi smo dejansko bili ta prva generacija, ker v bistvu sploh nismo vedeli, v kaj se spuščamo. Ampak je bilo to prekrasno leto, vseh nas 89, takrat teh mladih potencialov iz slovenskih in tujih podjetij. Se je pa v tem delu kar veliko spremenilo, tudi moja karierna pot, takrat sem bil v Goodyear Slovenija, se je spremenilo v tej smeri, da sem prevzel potem večje vodstvene funkcije, kar je v bistvu tudi nagrada do neke mere ali pa prepoznava tega programa kot zelo kvalitetnega, kjer ga v bistvu tudi sama korporacija prepoznala in dala ne samo meni, ampak tudi ostalim kolegom možnosti pri kariernem in osebnem razvoju. Omenil si, da si takrat deloval v mednarodni korporaciji, zelo hitro si napredoval po funkcijah navzgor. Me pa zanima, kako je za mladega liderja tako hitro napredovati in s kakšnimi izzivi se soočal, oziroma s kakšnimi izzivi si se ti soočal konkretno na tej tvoji poti na začetku? Izzivi so vedno enaki, torej ta strah, ki ga imaš, pa skozi ta strah moraš priti. Ta program je pri tem zelo pomagal, seveda pa pomenil, da imaš tudi dobre mentorje. No, jaz sem imel to srečo, da v Goodyear Slovenija sem imel gospoda Zavrla pa gospoda Tirija Vajdarja, ki so verjela v nas, ne samo v mene, in dali so tudi priložnost, da smo se udeležili tega programa in nazadnje tudi potem, ko ti dajo druge možnosti v karieri, tako da je bila ta pot zanimiva in pa predvsem omogočati tako mlademu, kot si takrat, v bistvu ti dati v roke kar en tak velik volan. Pa bi rekel, da je bilo kakšno obdobje, kjer si se težko soočal s tem? Vedno so taka obdobja. Sem blago bi, če bi rekel, da niso, ampak spet, ta kombinacija mladih, ostalih udeležencev v tem programu mi je pomagala, ker smo se tudi kar veliko pogovarjali. Predvsem je pa smiselno potem tudi kasneje, ko smo imeli mentorja, da ti je mentor pomagal pri tej zgodbi. Ne nazadnje, moj takratni mentor je tudi danes trenutno moj šef, ne. Tako da sem imel to možnost pač z Matjažem Rakovcem delovati, ko je bil predsednik uprave Zavarovalnice Triglav. In kasneje, ko sem bil v Švici na AMD-ju, me je povabil k tej zgodbi, kako Kranj spet razviti v eno tako zanimivo, moderno mesto, predvsem tudi na področju pametnih skupnosti. Omenil si mentorstvo, tudi na platformi MCM Young imamo 2 mentorska programa. Kaj bi opredelil kot ključne prednosti, da en mlad, ambiciozen, bodoči lider sodeluje z nekom, ki je izkušen in mu lahko preda kakšno znanje? Mislim, to je neprecenljivo, ker si sam tega ne moreš omogočiti. V bistvu smo celo imeli možnost malo izbirati, oziroma kogarkoli bi dobil, je to ena taka velika dodana vrednost za tebe kot mladega, ko si na tej začetni poti, ko dobiš v roke za upravljati 1 milijon, pa prvih 10 milijonov, 100 milijonov in več. Kot ti taki senior ali pa ti že razviti lideri, vodje pomagajo pri tem. In včasih je vprašanje ali 2 dovolj, da ti pri kakšnih dnevnih stvarih, ko se moraš odločati, lahko pomaga. In moram reči, no, da osebno sem ta program vedno imel z takim velikim zadovoljstvom in tudi sam potem kasneje sodeloval in še vedno sodelujem kot mentor. Tudi pač prvem mentorju, dokler sem še lahko, in sedaj pri tem razvoju mladih talentov, ki so na poti. Midva se sedaj že nekaj časa poznava, zato se tudi tikava, ampak vem, da si bil vedno ta, ki je rad premikal meje. Kako pa je, ko prideš
s to mentaliteto v poslovno okolje, korporacije, kjer so ustaljene tirnice, ustaljeni procesi, se ob tem pojavijo kakšni izzivi? Ti izzivi so, ampak ravno zaradi tega malo, bom rekel, tega bojevitega duha in pa inovativnega razmišljanja smo imeli v Goodyear Slovenija ali pa kasneje v Knauf Insulation ali pa ne nazadnje sedaj, kar delamo na Mestni občini Kranj, vedno en tak privilegij, ko lahko delaš nekaj, kar je proti toku, s tem oblikuješ ekipe okrog sebe, kjer sodelujejo s teboj ravno zato, ker vejo, da je na tej poti fajn. Čeprav je veliko kar nekaj proti vetra, ampak šele potem, ko tu pride neke nagrade ali pa potrditve, da si na pravi poti, je tisto zadovoljstvo toliko boljše. Je pa res, da je pot do tja včasih malo bolj trnava, ampak vedno je dobro saj enkrat več vstati, kot padaš in na ta način veš, da si na pravi poti. To je dobro sporočilo tudi za vse mlade, ki se prebijajo po tej karierni lestvici, bomo rekli. Pa če se sedaj odmakneva malo od kariere, si tudi prostovoljni gasilec. Kaj ti ta, bom rekel, funkcija prostovoljnega gasilca tebi prinaša osebno, pa tudi kaj je za to potrebno žrtvovati? Ja, res je. Prostovoljni gasilec od prvega razreda osnovne šole dalje, s 5 oziroma 15 je skupaj, 4 sošolci, ker je bil to super preživljanje prostega časa, najprej na tekmovanjih, potem pa, ko si dejansko operativni gasilec, ko pomagaš ljudem, v PGD Šenčur smo osrednja operativna enota z veliko intervencijami, je to en del, kjer dejansko vračaš družbi, ena taka dobra humanitarna dejavnost, ki je nenazadnje tudi zelo nevarna. Ne? Ni nujno, da prideš živ domov ali pa zdrav. Ne? In šele ta usposobljenost, bom rekel, ti daje to možnost, da greš tako kot v poslu v nek riziko, ampak je ta riziko, če se le da, čim bolj kontrolirani riziko. In skozi take zgodbe je na eni strani se izoblikuješ kot osebnost, vračaš družbi, meni osebno pa pomeni to tudi ta del, da je to en izmed teh ventilov, kako preživeti dan. Ne? Ko iz poslovnega dela prideš v to zasebno življenje in nenazadnje smo tudi prvi posredovalci, ker pač delujemo v primeru zastojev srca in podobno, kjer je spet zgodba, da večinoma itak pomagaš sosedom, žlahti oziroma poznanim in je to še ta dodana vrednost, kjer v bistvu vsak od nas ima več klobukov. Omenil si riziko, premišljeni riziko. Kako pa je v poslu? Kdaj je ta meja, ko je riziko dopusten oziroma ko je premišljen in ko ni premišljen? To je dobro vprašanje. Približno tudi, koliko odstotkov informacij potrebuješ, da se za nekaj odločaš. Ne? Nekateri se odločajo pri 90% informacij, nekateri bi jih radi imeli 120, pa ne prideš do njih. Streniraš se, ne? In tudi skozi toliko in toliko določenih odločitev, kjer spet imaš pomoč tudi, bom rekel, mentorjev, ko ti pomagajo se takrat odločati, potem pa to prenašaš naprej na ostale, vidiš, da včasih pri 15-20% informacij, ki jih imaš, je popolnoma dovolj in pač narediš napake. Je pa res, da mora biti okolje tako, da dovoljuje napake. Ne vedno enakih, ampak če že pride do napake, naj pride čim hitreje in potem spremeniš veter. To je zgodba inovativnosti in kreativnosti. To je tisto, kar nas, mislim, da kot človeštvo žene naprej. Je kreativnost pri tebi izražena tudi skozi fotografiranje? Vem, da si fotograf. Ja, je. Ne? Mislim, da sem malo podedoval ali pa privzel si od mojega pokojnega očeta. On je zelo rad fotografiral, potem so s kolegom, sošolcem Sebastianom, ker so tudi razvijala prve fotografije črno-bele in ostalo, ampak ja, ta hobi, spet kreativnost, ki je osnova za inovativnost, preraste v strast. Jaz sem, ko sem bil mlajši, treniral latinsko-ameriške standardne plese, ko so bila na odru z plesalko, no potem, ko sva nehala trenirati, ko sva se poročila vsak svoje potne, greš pa na v bistvu eno področje, kjer ti je tudi ljubo in ponavadi tudi tam na teh področjih se probaš dokazati oziroma to izpiliti do mojstrskega naziva. Sem pa trenutno tudi predsednik Fotografske zveze Slovenije v tem mandatu. Sedaj lahko rečeva, pa upam, da mi ne zameriš, da iz tega mladega liderja že prehajaš v fazo zrelosti lidersko. Če gledaš nazaj na vse tvoje izkušnje, katera je tista, ki te je najbolj izoblikovala? Pri tem programu ali splošno? Na splošno. Absolutno to, da ti tudi, ko si mlad, dajo veliko odgovornost že na začetku, pri čemer je ta strah umaknjen in ne bom pozabil mojega enega prvih šefov, oziroma Mateja Zavrla, ko je rekel, da tudi če določene stvari ne bomo naredili, še zmeraj so drugi programi v podjetju, ki bodo tudi to izgubo nadomestili, kolikor pride do izgube.
pa ni prišlo do izgube. Dejansko smo jo v bistvu sam cilj presegli 4-kratno. Ampak če ne bi imel te, bom rekel, okolja varnosti, potem naslednjega koraka ne bi upal narediti. In če ne narediš naslednjega koraka, potem kje so šele naslednji od naslednjih korakov. In tukaj je v bistvu to prepričanje, da se vse da, da tudi nič narobe, če gre kaj narobe, in skozi to potem pride do izkušenj. Ker če pa do prvih izkušenj ne pride, potem si pa lahko samo v enem varnem balončku in upaš, da bo bolje. Ampak moraš delovati tako, da si sam del spremembe. Veliko izkušenj si nabral v gospodarstvu, potem pa si naredil karierni prehod v javni sektor. Prosil bi te, če mi poveš 3 ključne razlike med delom v gospodarstvu in delom v javnem sektorju. Jaz bom povedal to prvo ključno, ne razliko, ampak podobnost. Povsod je enako, ker je motivacija ljudi ključna in tudi iz tega izhajam, zato tukaj ne bi smelo biti razlik. Razlike pa vseeno so, da v javnem sektorju ali pa v negospodarstvu veliko ljudi zelo težko sprejema riziko odgovornosti sprejemanja odločitev in marsikdaj se tukaj zatika. Zdaj v plačah ne bi, ker je to relativna zgodba, ampak je bistven del med gospodarstvom in negospodarstvom, ko ti variabile nimaš in ko nimaš variabilnega dela plačila, ki je možen, potem tudi ni tistih vzvodov, kjer bi tiste ljudi, ki so res dobri, in v javnem sektorju je zelo veliko zelo dobrih ljudi, ki bi si upali pokazati nekaj več. In še tretji del pa je, da včasih vodstva podjetij, na eni strani ali pa drugi strani vodstva v javnem sektorju, ne želijo nagraditi določenih, ki so dobri, zato da ne bi bili boljši od njih. In to je osnovni problem, zakaj ne napredujemo mi kot družba, kar je škoda. Sem se pa v javnem sektorju znašel bolj po naključju kot ne, ampak ja, spet moj takratni mentor, Matjaž Rakovec, je postal župan Mestne občine Kranj in nekako ideja je bila, saj njegova ideja, da če je bil Kranj Silicijeva dolina nekdanje Jugoslavije, naj postane to spet v Sloveniji in da imamo ta Kranj malo vzbuditi in mislim, da zaenkrat kar dobro kaže, razvija se na različnih področjih, tako da je spet ta motivacija, zakaj si tam, kjer si, tudi če je manjša plača, ampak v bistvu premikaš določene meje, ki prej mogoče niso bile prestavljene. Skupno, seveda delo z ekipo je pa tisto, ki pa je neprecenljivo. Najlepša hvala, Tomaž, za enkrat. Gremo na pauzo, po premoru pa se vrnemo s skritim gostom, ki ga je Tomaž pripeljal s seboj. Se vidimo. Dobrodošli nazaj v oddaji I am young, mladost brez meja. V moji družbi je Tomaž Lanišek, ki je pripeljal s seboj skritega gosta. Tomaž, ti pa kar predajam besedo, da ga predstaviš. Ja, z veseljem. Skriti gost danes je, ali pa naš skriti gost je Andraž Šiler, vodja podjetniškega inkubatorja Kovačnica v Kranju, sicer del ekipe te regijske razvojne agencije za Gorenjsko, VSC. Andraž pa ni vodja Kovačnice kar tako ali po naključju, ampak zato, ker sam izžareva to, bom rekel, pozitivno energijo, zelo veliko motivacijo in je navdih tem mladim, ki v tem, bom rekel, skoraj čebovnjaku, kot se reče, Kovačnica, mladih idej, inovativnih idej, pelje razvoj, ne samo za mestno občino Kranj, ampak dejansko lahko rečemo kar za večji del Gorenjske. Župan sam polaga veliko upanja, da je to v bistvu res ena taka Kovačnica, kjer bo tudi kakšen slovenski samorok, unicorn. Vsi upamo, da bo, tudi če ne bo, vsaj poskušamo in verjamemo, da smo na dobri poti. Andraž, dobrodošel v našem studiu. Ja, hvala Tomaž za predstavitev in hvala za vabilo. Me veseli, da si prišel. Povej mi, kaj so ključni izzivi, s katerimi se soočajo mladi podjetniki in pridejo k vam po pomoč na svet? Recimo, če bi lahko opredelil neke ključne izzive na začetku, je sigurno ena taka malo zmedenost. Ker ti, če se želiš z nekim podjetništvom ukvarjati v Sloveniji, to zanima, v nekem formalnem šolskem sistemu ne dobiš nekih informacij, kako se tega lotiti. Tako da prvo, večina, ki pride, so tako ful zmedeni, kako se sploh lotiti. Druga zadeva je zelo ta, kako se znajdeti skozi to birokratsko džunglo, sploh kako si odpreti podjetje, na kakšen način, kjer certifikate rabam, kaj bom tretji. To so v bistvu tle res naše punce odlično to naštudirale, da te pač čez to birokratsko džunglo vodijo. Tretja zadeva, ki jo pa jaz vidim, je pa mogoče na začetku, ampak to potem, ko gremo čez pogovor, pa vidimo, da je ideja dobra. Mnogi se bojijo tega nekega pomanjkanja financ. Jaz si nimam nič znanja, kako bom štartal, ampak smo še zmeri dokazali, če je ideja prava, če je ekipa prava, ta tretja se zelo hitro reši. Vi ste locirani v Kranju. Tako je. A je težko privabiti podjetnike, da pridejo izven Ljubljane?
Mi načeloma ravno to je bila tudi ideja Kovačnice, no, ko je 10 let nazaj se začela kot en coworking center, ne, je bila, da bi coworking centri takrat v Ljubljani že obstajali, ne, da nekaj takega mi ponudimo tudi v Kranju. Ne. In je bilo kar nekaj tudi pomislekov v smer, ja pa zakaj bi zdaj to v Kranju delala Ljubljana in ne vem, 20 minut, 25 minut stran, ne rabimo še ne take zadeve. Ja, mogoče Ljubljana 25 minut stran, če greste ob 3 zjutraj, ne, če ste pa ob 7 zjutraj, je pa več kot 1 uro tudi včasih, ne. To je prva stvar, druga stvar, jaz sem tudi nekaj zmeraj bil zagovornik neke decentralizacije Slovenije in da je treba v nekem lokalnem okolju ponuditi toliko dobre infrastrukturne storitve. Tako da mi smo v osnovi bazirani in delamo z gorenjskimi podjetniki, se pravi Kranj in pa cela Gorenjska. Smo pa veseli, kdaj tudi kakšen naš inkubator pride z Ljubljane, pa reče, ne vem, so me usmerili, baje ste vi res dobri na tem področju, bi prišel sem k vam. Tako da mi nobenega ne izključujemo, Gorenjska je naš fokus, ampak gledamo pa tudi širše. Tomaž, kako ti vidiš to tematiko regionalnega razvoja? Kaj recimo Kranj ponuja, kar Ljubljana ne? Mislim, jaz osebno še nisem bil v službi nikjer razen na Gorenjskem, kar pomeni, malo sem lokal patriota, ampak zaradi tudi dobrih priložnosti, ker Kranj, Škofja Loka in ostala, bom rekel, gorenjska mesta imajo veliko priložnosti, pa ne samo ta mesta, ne, tudi Šenčur, kjer izhajam, ima veliko poslovno cono, kjer v bistvu ima zelo veliko podjetij svoj sedež, ne nazadnje tudi Gorenjska in Slovenska gazela je tam, tako kot trenutno Kranjska, ne, ki je Slovenska gazela. In je tukaj ta razvoj pravi. Bistveno pa je, bom rekel, absolutno je treba decentralizacijo videti kot neko dodano vrednost. Slovenija pač nima pokrajin in je zato tukaj malčken izziva zaradi same centralizacije kot take. In verjamem, da bi bil lahko razvoj veliko bolj uravnotežen, če bi do tega prišlo, če že ne na formalni ravni kot pokrajine, pa vsaj na tem delu, da imaš regijske centre, tudi ne nazadnje inkubatorje, ker tudi sama Kovačnica ni samo zdaj za podjetnike, ampak tam je mularija iz osnovne šole, kjer imajo v Open Labu, tako imenovanem Open Labu, te delavnice različnih, bom rekel, predvsem zelo aktualnih tematik, ne nekih arhaičnih, ampak aktualnih tematik, tudi in kibernetska varnost in podobne zadeve, kjer potem vsi ti vidijo, da ni treba daleč potovati, da lahko določene stvari, ki jih imaš v šolskem sistemu, popoldne še nadgradiš. In tukaj Kovačnica dejansko dela izjemne rezultate. Me veseli, da tako delate z mladimi. Andraž, verjetno imaš ti dnevno ogromno izkušenj z mladimi podjetniki, ki tudi grešijo, delajo napake, pa da se mlad podjetnik, ki bo mogoče tole poslušal, lahko kakšni napaki izogne. Kaj so tiste stereotipne napake, ki jih nekdo, ki ustanavlja svoj startup podjetje, naredi? Mi v bistvu, kar mi opažamo, ali pa tudi jaz osebno, je največkrat, da mogoče sploh ti slovenski podjetniki na začetku zelo radi komplicirajo pa enih stvareh, ki ne bilo treba. To govorimo o takih banalnih, kot je ime mojega podjetja, logotip mojega podjetja. In se potem, ne vem, 14 dni skoraj ukvarja s tistim logotipom, pa imenom, pa sloganom, no in jih res probamo, lej, pojdi na trg, probaj, lej, to so vse Nike je spremenil logotip parkrat vmes, ne vem, Adidas boš tudi ti, če bo treba. Ne. Se pravi ta, da malo preveč komplicirajo in da so malo preveč perfekcionisti na začetku. Ne. Pa bi rekel, da te mlajše generacije so pripravljene trdo delati za to podjetniško pot svojo? Imamo v bistvu, kaj opažam, sta neka dva malo taka segmenta. En, ja, dejansko so, ne, zdaj je absolutno tudi dostop do njega tega in znanje njega tega ameriškega lifestyla in vidijo, ne, da za podjetništvo je treba haslati in ogromno delati. Imaš pa tudi mogoče en drug ekstrem, kdaj, ki pa mogoče reče, da bom šel jaz na podjetništvo kot eno tako bližnjico, malo se mi mogoče ne da 8 ur delati, ali sem pa lih s porodniške prišla, pa bi bila raje malo doma, pa bom en hobi v poslu spremenila, ampak te pa zelo hitro vidijo, ne, da podjetništvo ni neka bližnjica v smislu 4 ure, pa grem pol malo na kolo, pa pol še malo delati, ampak da je to v bistvu zelo trd posel. No, tako da te ponavadi po njih 2-3 mesecih hitro nam rekel, da obupajo ali naredijo nek pač spin-off ali pa vidijo, da to ni prava mentaliteta. Ampak to se mi zdi, da je tudi ta problem, no, da eni podjetništvo še zmeraj vidijo kot neko lažjo bližnjico in redni zaposlitvi, kar pa velikokrat daleč od tega. No. Tomaž, verjamem, da imaš tudi ti veliko izkušenj z delom s to mlajšo generacijo. Ogromno stvari poslušamo o Gen Z-jevcih, tudi sam sem tam nekje na meji. Kaj bi rekel, da so ključne prednosti te generacije po tvojih izkušnjah, da ne govorimo samo o minusih? En del, zelo, mislim, se vedno mlajši, ki prihajajo, so vedno drugačni. No, tudi mi so bili drugačni, najbrž pa mogoče tudi čudni, ne, v očeh koga. Ampak meni osebno ravno to pomaga, to mentorstvo mlajšim generacijam, tudi skozi MČM Young program, ne, ko vidiš določene perspektive, o katerih sam niti ne razmišljaš in če si pripravljen se odpreti, dejansko imaš od tvojih mentoriralcev več kot oni od tebe. Ne.
Ta mlajša generacija, predvsem, kar je zelo zavedajoča na naravo, se pravi tukaj v tem zelenem prehodu ali pa ogljičnih nevtralnostih in podobnih, jo to zelo dobro razumejo in tudi vejo, da ni treba, da si vedno lastnik, ne vem, avta ali karkoli, če se želiš nekam prepeljati, ampak lahko uporabljaš določene storitve. In pa to, delaj na polno, potem pa tudi uživaj na polno. In to marsikoga od starejših vodi spravlja v obup. Res je, ta work-life balance je ful v zavedanju te mlajše generacije. No, ker če mogoče še ta, recimo, moja generacija, ta Y, je bil dosta zavedanje, delaš, tudi temu korpo svetu, ki je marsikdo šel, je prišlo do izgorelosti, ki je bila par let nazaj, mislim 10 let nazaj, mogoče še malo tabu tema, zdaj se je res ogromno začelo tega govoriti, ogromno tudi nekih knjig je bilo napisanih in se res, ta mlajša generacija se zelo zaveda tega, mogoče, če dodam, kakšni še malo preveč, ne. Jaz sem se kakšnemu malo norce delal, da izgoreti moraš par let prv delati, ne boš karkoli. To sem se malo hotel navezati, pa bi rekel, da je za res uspeti, če res želiš nekaj več, ta stroga ločnica, bom rekel, 8 ur na dan in potem je moj prosti čas mogoča. Ne, jaz mislim, da ni toliko stroga 8 ur po Luka mesecu, da se poštempljamo pa to, ampak jaz mislim, da je zelo pomembno, da imaš ti še, ne vem, ali v popoldanskem času, kadarkoli, še en ventil, ki se lahko malo sprostiš, ne. Da ti samo skozi, ne vem, na delo od zjutraj, ko vstaneš do zvečer, ko greš spat, to mislim, da ni zdravo. Če imaš pa ti en ventil, tudi sama sta prej govorila o nekih teh hobijih, pa to mislim, da je neka taka. Drugač pa ZKP velja, ne. Zdrava kmečka pamet. Se tudi kmet ima delo čez cel dan, pa vmes uživa in ni treba, da zdaj tako, kot se rekel, ne, 8 ur pa da izgoriš takrat. Ne. Naredi si delo tako, da pri tem uživaš. Idealno je, da je to tvoj hobi in da sploh ne veš, da je delo. Mislim, nujno, ne. Ker se pride slabi dnevi. Sam, če imaš pa 14 dni slabih dni zjutraj, ko si zobe umivaš, je pa nekaj narobe, se vam boš nekaj spremeniti. In to je tisto, kar tudi vi tem podjetnikom želite vzpostaviti, pa to, kar naša generacija res dela, pa mi mogoče nismo digitalni nomadi. Ti imaš danes ljudi, ki so pripravljeni delati in se voziti okrog in tudi kovačnica sama je poskrbljena na tem delu, da tudi Kristjan povabljen v Kranj, ko nočeš več v Ljubljani. Greš za dan v Kranj, daš na tistih nekaj evrov in imaš v kovačnici svoje delovno mizo, svoje Wi-Fi in tako naprej in lahko delaš. Nis pa še kakšno dobro, kako že tu pa tam Kranjsko pogrunta. Hvala za povabilo. Zaenkrat bom rekel, da bom razmislil. Mi se pa vrnemo čez nekaj trenutkov in nadaljujemo s podobnim. Dobrodošli nazaj. V moji družbi sta Tomaž Lanišek in Andraž Šiler. Zaključili smo debato pri work-life balanceu, zdaj pa se podajamo na področje potrditve dobrega dela. Andraž, v Kovačnici ste bili s projektom Kovačnica Junior med finalisti programa Best of the Best. Čestitke za to, to je zagotovo en dokaz, da delate dobro. Kaj bi izpostavil kot 3 ključne dodane vrednosti za udeležence tega programa? Ja, v bistvu ta Kovačnica Junior program, s katerim smo bili tam finalisti, je v bistvu podjetniški krožek za osnovnošolce, ne. Se pravi, zadnja triada osnovne šole, tako da naredimo aspekt, v kateri ciljni publiki govorimo. Zdaj te 3, bi rekel, največje dodane vrednosti. Prva je sigurno to, da jih v bistvu malo vržemo z comfort zona, ne. Se pravi, da ni to neko predavanje pa prosojnice, ampak mi jih pošljemo na teren, delajo razne naloge, prodajo piškote, morajo se javiti v lokalni radio, v eter, v živo in tako, se pravi, ta comfort zone, ne. Druga zadeva je sigurno, da oni dost od njih tukaj v bistvu prvič malo bolj resno fejla, ker imamo tudi kakšne naloge tako zastavljene, da se soočajo tudi s tem fejlom in je koga tako zanimiv videti, koga v bistvu en tak fejl strese, ker so mogoče navajeni, da je vse super, pa vse fajn v življenju. Tretja je pa v bistvu, ker sem pa zdaj že v parih staršev dobil, ker se mogoče ti otroci ni toliko ne zavedajo, je pa predvsem ta nek odnos do denarja, no. Ker so v bistvu, ker jih mi malo tudi naučimo malo z denarjem handlati, tudi malo z gotovino operirajo, pa mogoče to našlo vidime na furs. Hočem povedati to, ne, da je marsikateri starš mi že rekel hvala za to, a ne, pač prvič se doma pogovarjamo o denarju, da denar ni ti davno kartico, pik, pa pridejo pač nove superge, ampak da je za denar treba pač neke procese zadnji narediti in da je otrok to razumel, da je sam to debato doma pri kosilu odprl, to se mi zdi ful vredno. Tomaž, Andraž je že omenil nekaj, bom rekel, veščin, ki jih te otroke učijo in provajo jih razviti. Kako pa ti vidiš zadevo, bom rekel, katere ključne veščine je fajn, da otroci imajo, če želijo potem normalno funkcionirati v poslovnem svetu? Nekaj teh je, ne, ker je odvisno seveda od vzgoje, ampak v osnovi je, da prvo bodi skromen,
to je osnova, pa da nisi sam na svetu, se pravi ta zavedanja, da nisi čist preveč sebičen. Po drugi strani pa sigurno tisto delavnost oziroma neka vztrajnost in delavnost, no, da vsak od nas, tako kot smo mi, določene stvari morali narediti kot mulci, ne, da tudi naučimo danes svoje otroke, če se le da, čeprav marsikdaj nam to ne uspeva, ampak da se znajo, tudi sami znajo skozi zgodbo, da včasih tudi malo mora zaboleti, torej zaboleti, ko moraš nekaj narediti, tudi če zaboli sam, bom rekel, v duhu ali pa v glavi. Ne. Ja, je čez to zgodbo in vidiš, da ni nič narobe, ker si potem lahko samo ponosen kot mulc, ne, da si nekaj sam naredil. Oba sta omenila tudi fail oziroma neuspeh. Andraž, imaš kakšen primer za nas, kakšnega tvojega neuspeha in kako si se soočil z njim predvsem? Ja, mislim, bi rekel, da jih je kar nekaj, zdaj kako sem se s tem, mislim, recimo pri nam, bi rekel, en zadnjih teh neuspehov, mi smo zelo pač odvisni tudi nekega evropskega financiranja, ne, prijavljamo ogromno evropskih projektov in nekdaj tako, da si pač zelo dolgo preživel časa na eni prijavi, si jo zelo dodelal, misliš, da to je prava tema, to je top, ne, to bomo sigurno dobili, ne. Pa prije tisto sporočilo iz strani Evropske komisije, da pač ne, to ne, ampak nek projekt, ki smo ga pa mogoče za zraven prijavili, pa je šel skozi, ne, in ti si je pač, kako je to možno, če smo v nekaj vložili, ne, Paretovo načelo, ne, 80-20, ne, kako se s tem soočaš, nič, ja, verjetno je, jaz najlažje tako, da pač ja, malo globoko zadiham, imamo en tak fajn atrij v kovašnici, grem malo ven na zrak, popijem eno kavo, pa rečem, nič, pač, gremo naprej, ne, to je bilo, zdaj treba narediti nekaj, da bomo to pač sanirali oziroma da bo en nov projekt dobili. No, to je po moje najlažje, no, da s trezno glavo razmišljaš, pa nekako probaš reči, ne se sekirati za nekaj, pač kar je bilo, pogled naprej, ko se to da rešiti. No. Če bi imel en nasvet za nekoga, ki ima res dobro idejo, pa ne ve, kaj narediti, pa ne reč pridi k nam v kovačnico. Ne, jaz bi rekel, pač definitivno treba vztrajati, pa sprašuj okoli, dob feedback. Ne. Ok, mogoče se tebi to zdi odlična ideja, vpraš, ne vem, še 10 prijateljev, vpraš po familiji, ne vem, kjerkoli boš. Vidim dostikrat pri teh mladih podjetnikih, da jih je mogoče strah govoriti o tej svoji ideji, ker mogoče pa ne bo kdo ukradel idejo, pa ne vem kaj. Mi probamo jim razgojiti ta nek mindset, razlage okoli, sprašuj, dobod feedback in potem na podlagi tega naredi nek pivot in spet ne testiraj karkoli. Tako da prvi nasvet moj bi bil dob čim več feedbackov, če je to res dobra ideja, tudi ostani. Zdaj gremo pa na rubriko hitrih vprašanj. Zastavil bom vprašanje, pa najprej odgovoriš ti, Andraž, zelo na hitro, potem pa še Tomaž, potem pa gremo dalje. Smo? Ok. Smo. Gremo. Ena navada, ki ti pomaga do uspeha. Da probam vsaj ne 3 do 4 na teden popoldne iti na en lokalen hrib ali pa malo na kolo, pa malo prečistem glavo tam. Vztrajnost. Ena navada, ki se želi znebiti. Da zjutraj snus pritiskam na budilki. Več poslušati, še zmeraj. S to tvoje, Andraž, se lahko tudi jaz poistovetim, pa s tvoje tudi seveda, Tomaž. Najtežja odločitev, ki si jo sprejel do sedaj? Ja, predvsem jaz mislim, da je bila kakšna karierna odločitev v smislu, kaj je bila že tudi kakšna priložnost, da mogoče zamenjam to službo, kjer sem trenutno, pa po nekih tehnih premislekih se odločil, da ne. Bi rekel podobno, no, odločitev je to javni sektor, takrat, ko je Matjaž Rakovec mi dal ta izziv, je bila ena težjih, zato ker pač greš iz enega poslovnega sveta in zavestno v to zgodbo, pa mi ni žal, zato ker je tukaj ekipa res tudi super in tudi delamo spremembe. Je pa vedno tudi seveda ta, kaj bi bilo, če bi bilo, ampak verjamem, da nam bo uspel še kaj več. Kaj bi naredil drugače v karieri, če bi lahko? To sem pa zadnjič še enkrat razmišljal. Jaz sem v bistvu študiral na Fakulteti za družbene vede v Obramboslovje in se takrat dosti poigral tudi z idejo, da bi šel mogoče na častniško šolo, pa šel v Slovensko vojsko, pa se takrat za to nisem odločil. Sem bil pa ravno zadnjič v tem vojaškem muzeju v Pivki, ki je vrhunski z družino in tam vsa ta naša vojaška dediščina. Takrat sem pa malo razmišljal. Sem rekel, prej smo Andraž, če bi se takrat odločil mogoče za to častniško kariero, kje bi on zdaj bil? Ne? Kdo ve? Kdo ve? Kdo ve? Tako, na Grenlandiji. Moja je taka, bom rekel, izobraževalnega procesa, ampak v bistvu pride do konca, imaš pa vedno kariero, izobraževanje pa družina, tam je v bistvu odločitev načeloma, da 2 od 3 grejo, 3 od 3 težko, tako da določen del je še za narediti do konca. Dobro. Knjiga, ki ti je spremenila pogled na svet?
Moja, jaz bi rekel, od Margaret Maximilian, The Peacemakers. To je v bistvu to je knjiga o Pariški mirovni konferenci, jaz sem tvor zgodovino, ne, in je pa zelo zanimiva z tega vidika, kako so se v bistvu takrat po prvi svetovni vojni naredile v bistvu na hitro na nekih papirčkih ene napake, ki jih v bistvu še danes spoštujemo. Če sama ena bi rekel, ne vem, poezije od Franceta Prešerna, sicer pa iz tega poslovnega sveta, pa Kje je moj sir, je taka luštna, ta tretja, ki jo pa tudi vsi moji morajo prebrati, je pa Ni prostora za prasce. Taka vzgojna mal na način, da moramo se delati med sabo na način, če želimo priti do naslednjih, bom rekel, visoko zastavljenih ciljev. Tele predloge si bom zapomnil. Kaj te intelektualno najbolj izziva? Spoznavanje novih kultur. Bi rekel podobno, to je tudi tisto, kar je želja tudi potovati po svetu, v osnovi pa ja, vsak dan se res enkrat usmeši, kot se reče, skozi vprašanja, ki so lahko tudi malo neumna, skozi to varianto edino lahko rasteš in to je zelo pomembno. Še zadnje, kaj poključno znanje prihodnosti? Jaz bi rekel kritično razmišljanje. Okay. Se strinjam pa z dobršno mero človečnosti. Super. Odlični odgovori. Zdaj gremo pa prav za konec še na posebno rubriko, kjer bom tebe, Andraž, prosil, da mi sestaviš idealen startup na podlagi mojih vprašanj oziroma usmeritev. Si za? Dajmo probati. Dajmo. Koliko soustanoviteljev ima ta startup? 3 do 5. Proizvaja produkt ali storitev? No, to je zelo dobro vprašanje, ampak na kratko bi rekel storitev. Na kateremu področju dela ta startup? Umetna inteligenca. Država ustanovitve? Če bi rekel idealno ZDA, tudi zaradi same zakonodaje, pa to, ampak če smo malo bolj lokalpatriotski, pa mogoče Estonija, da ostanemo v Evropski uniji. Okay. B2B ali B2C? B2C. Super. Tomaž, tebe bom pa prosil, da sestaviš idealnega poslovnega liderja. Torej, katera je njegova najbolj izražena vrednota? To, s katero sem že prej zaključil, človečnost. Človečnost. Najbolj izražena mehka veščina? Dobro poslušanje ali pa dober poslušalec. Tehnično znanje z katerega področja ima? Interdisciplinarno, sicer pa vse, kar je na področju IT-ja, umetne inteligence, je prednost. V osnovi pa dober HR je ne škodi. V katerem sektorju dela? Vseeno. Glede na to, da super lideri prihajajo z različnih področjih, pa vsaj potrebujemo, je dovolj, je popolnoma vseeno. Koliko je star? Pa med 40 in 50, idealno, ne? Kako? Super, in še ima karizmo ali je zelo premišljen? Karizma je dobra, predvsem pa jo lahko pridobiš s to človečnostjo in pa poslušanjem. Najlepša hvala, Tomaž, najlepša hvala, Andraž, za odgovore in da ste bila v moji družbi. In se vidimo v naslednji priložnosti. Hvala lepa za vabilo. Hvala za vabilo in srečno. Dragi gledalci, mi pa se gledamo naslednji teden. Se vidimo.